Pozdravljeni, sem Jerneja Kavčič z oddelka za klasično filologijo, predstavila pa bom dva odlomka s konca bizantinske dobe. Bizantinska doba se končuje s padcem Konstantinopla 29. maja leta 1453, ta prelomni dogodek pa opisuje vrsta bizantinskih zgodovinopiscev. Na padec Konstantinopla, v širšem smislu pa tudi na odnose med kristjani in muslimani, so sodobniki imeli precej pisane poglede. Nekaterim prebivalcem bizantinskega cesarstva se je zdelo, da je bolje pasti v roke Turkom kot osovraženim Latinom. Upali so, da bodo pod turškim jarmom lažje ohranjali pravoslavne tradicije kot v zavezništvu z Zahodom in da turški jarem ne bo trajal dolgo. Tako so namreč napovedovale med ljudstvom priljubljene prerokbe. Spet drugi so menili, da bi moral Bizant skleniti spravo z Zahodom tudi na cerkvenem področju in se nanj opreti v boju proti vse močnejšim Turkom. Tretji pa so ostajali zvesti pravoslavju in bizantinskemu cesarju. Ta stališča se odražajo tudi v delih štirih zgodovinopiscev, ki opisujejo padec Konstantinopla, to so Georgijs Frances, Kritobul Zimbrosa, Laonik Halkokondil in zgodovinar Dukas. Prvi odlomek je iz dela zgodovinarja Dukasa, sicer odločnega nasprotnika Turkov in zagovornika zavezništva med Bizancem in Zahodom. V svojem zgodovinopisnem delu pa med drugim poroča o gibanju, ki se je nekaj let pred padcem Konstantinopla pojavilo na severu Male Azije. Posebej nenavadno pa je bilo zato, ker je učilo slogo med muslimani in kristjani ter si prizadevalo ustvariti neke vrste skupnost brez zasebne lastnine in socialnih razlik. V tistih dneh se je na gori okrog vhoda v Jonski zaliv, ki je splošno znana kot Stilari, vzhodno od otoka Hios, pojavil neki Turek, preprost človek in kmet. Turkom je zapovedoval, naj se odrečejo zasebni lastnini in trdil, da je vse skupno razen žensk, tako hrana kot oblačila, živina in polja. Jaz sem v tvoji hiši doma in ti si v moji hiši doma, izjema so le ženske. V to prepričanje je najprej zavedel tamkajšnje kmete, nato pa prebrisano načrtoval še prijateljstvo s kristjani. Razglašal je namreč, da je vsak Turek, ki bi trdil, da kristjani niso pravoverni, krivoverec. Vsi pripadniki tega prepričanja so pri sebi doma gostili vsakega kristjana, ki so ga srečali, češ da je poslan od Boga. On sam pa se ni obotavljal nenehno pošiljati na Hios k duhovnim in cerkvenim predstavnikov svojih izbrancev, ki so oznanjali ta nauk, pa tudi to, da ni mogoče doseči odrešenja drugače kot v slogi s kristjani. Na otoku je tedaj živel neki anahoret, starec Krete, in sicer v samostanu Turlotis. K njemu je poslal ta lažni učitelj dva izmed svojih ljudi, obritih in golih glav, bosih nog, brez sandal in oblečenih zgolj v preprosto volneno ogrinjalo. Nagovarjala sta ga in mu sporočala naslednje učiteljeve besede. Tudi jaz sem prav tako asket kot ti. Bogu, ki ga častiš, se klanjam tudi jaz, k tebi prihajam po noči preko morja z neslišnim korakom. In tako je lažni učitelj pravovernega očeta zavedel, da je tudi sam začel o njem govoriti nekakšne čudne stvari kot naslednje. Ko se je mudil na Samosu, si je z mano delil asketsko življenje, sedaj pa vsak drugi dan prihaja k meni in se z mano pogovarja. Vpričal mene, ki to pišem, je povedal to in še druge grozljive stvari. Prej omenjeni Susmanov sin, ki mu je Mehmed naložil upravljanje province, je zbral vojsko in se proti njemu tudi podal, a ni mu uspelo premagati ožin ob Stilariju. Stilarici so se zbrali skupaj, bilo jih je več kot 600 000, razporedili so se po težko prehodnih krajih in pobili vse Susmanove, vključno z njim samim. Tedaj so tisti, ki jih je zbral okrog sebe Periklizijas Mustafas, tako mu je bilo namreč ime, in katerih vera je temeljila na tem lažnem očetu, on pa je bil zanje najvišji prerok, ti so torej začeli zapovedovati, naj se ne nosijo fejsi njihova pokrivala
temveč naj se ljudje oblačijo preprosta ogrinjala, živijo pa naj asketsko življenje, ter naj ne delajo razlik med kristjani in Turki. Potem je Mehmed litijskemu poveljniku Alibegu naročil, naj z vsemi lidijskimi maloazijskimi silami Stiljarice napadejo. Stilarici so ponovno obranili vhode v Sotesko in ko se je nasprotna vojska skušala prebiti vanjo, so jih kmetje večino pobili, tako da se je Alibeg komajda rešil in se s peščico pripadnikov umaknil v Magnezijo. Ko je Mehmed izvedel, kaj se je zgodilo, je poslal svojega sina Murata, tedaj 12-letnega dečka, skupaj z njim pa kot posrednika Bajazita straško vojsko. Zbrali so Bitinice, Frigice, Lidice in Cejonce ter z vso silo vdrli v težko prehodne kraje. Vse povprek so brez najmanjše milosti pobijali starce in otroke, moške in ženske, na kratko, ljudi vseh starosti so drugega za drugim zaklali, nato pa prišli do hriba, ki so ga branili asketi. Spopadli so se, asketi pa so se predali šele potem, ko je na Muratovi strani prišlo do številnih žrtev. Zbrali so jih zvezali in odpeljali v Efez. Njega so tam mučili na najrazličnejše načine, a izkazal se je za neuklonljivega in za nepripravljenega odreči se svojim idejam. Nato so ga križali, ga naložili na kamelo z rokami široko raztegnjenimi in žeblji pribitimi na les, ter ga triumfalno popeljali preko mesta. Njemu pred očmi so pobijali učence, ki se nauku niso bili pripravljeni odreči, ti pa so govorili samo tete sultane ris ali gospod oče pridi. Nato pa so veselo umrli. Vse do dan danes pa se širi glas, da so mnogi od njegovih učencev preživeli in da še danes živijo. Drugi odlomek je iz dela Georgija Francesa, edinega izmed prej omenjenih zgodovinarjev, ki je padec Konstantinopla doživel v mestu. Bil je eden od Grkov, ki so branili obzidje Konstantinopla in skoraj da bi ga zadela enaka usoda kot zadnjega bizantinskega cesarja Konstantina 11. Paleologa, ki je tedaj izgubil življenje. Frances dogodke opisuje kot njegov vdani služabnik. 4. aprila istega leta je sultan spet prišel in začel na vse načine in z vsemi sredstvi po kopnem in po morju oblegati mesto. Obkolil je celotnih 18 milj okrog mesta in sicer na morju 400 velikimi in majhnimi ladjami, na kopnem pa z 200 tisoč možmi. Mesto pa je imelo kljub tolikšni velikosti za obrambo na voljo zgolj 4773 Grkov in komajda kakih 200 tujcev. Da je bilo temu res tako, pa vem iz naslednjega razloga. Cesar je županom ukazal, naj vsak za svoj kraj ugotovijo, koliko natančno mož, laikov in posvečenih je sposobnih braniti obzidje, pa tudi koliko orožja bi vsak lahko imel na voljo. Vsak izmed županov je to storil, sezname za posamezne okraje so prinesli in jih izročili cesarju. Nato pa mi je cesar rekel: ta naloga mora biti tvoja in samo tvoja, zato ker znaš dobro šteti ter čuvati skrivnosti in sploh vse, kar je čuvati treba. Vzemi sezname in pri sebi doma natančno izračunaj, koliko imamo ljudi, koliko orožja, koliko kopij, koliko ščitov in koliko puščic. Potem, ko sem nalogo opravil, sem neskončno žalosten in potrt prinesel kratki seznam in ga izročil svojemu gospodu in cesarju. Številke na njem pa so ostale njegova in moja skrivnost. 29. maja v zgodnjih jutranjih urah je sultan zavzel mesto. V tistem trenutku, ko je bilo mesto zavzeto, je bil ubit tudi moj blaženi vladar in gospod Konstantin, cesar Paleolog. V tistem hipu se nisem nahajal ob njem, temveč po njegovem ukazu na ogledu nekega drugega dela mesta. Niti sanjalo pa se mi ni, kakšne čase mi je namenila Božja previdnost. Moj preminuli gospod in mučenik je dočakal 49 let, 3 mesece in 20 dni,
Bil pa je 8. v vrsti cesarjev iz družine paleologov. Prvi je bil Mihael, drugi Andronik, tretji Mihael, četrti Andronik, 5. Joannes, 6. Manuel, 7. Joannes in 8. Konstantin. Temu mestu, Konstantinoplu, pa je rod paleologov vladal 194 let, 10 mesecev in 4 dni. Mene samega so ujeli, nesrečne sem moral doživeti vse muke in tegobe suženjstva, dokler mi ni bila svoboda kupljena. 1. septembra leta 1453 sem se rešil v Mistras, moja žena in otroci pa so prišli v ujetništvo starejših in dobrih Turkov. Nato so jih prodali naprej sultanovemu Mirahorju ali poveljniku konjunice, ki si je nakopičil ogromno bogastva s preprodajo lepih gosposkih žena. Lepote in drugih odlik mojih otrok ni bilo mogoče prikriti, zanje je slišal sam sultan in jih vzel k sebi, svojemu Mirahorju pa zato plačal več 1000 asprov. In tako je njihova mati ostala sama, v družbi zgolj ene služabnice, vse ostale so namreč končale na različnih koncih in krajih.